Kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev? Ko se odločite za zamenjavo izvajalca računovodskih storitev, najprej razmislite, kakšne storitve sploh potrebujete. So to mogoče samo osnovne računovodske storitve, knjiženje poslovnih dogodkov, obračun plač, priprava bilance in pa davčnih obračunov, ali potrebujete tudi zahtevnejšo davčno svetovanje, mogoče svetovanje na finančnem in pa kadrovskem področju. Če poslujete brezpapirno ali pa si želite, da bi poslovali brezpapirno, obvezno preverite, ali nov izvajalec računovodskih storitev zagotavlja tako informacijsko tehnologijo, da vam bo to lahko omogočil. Ko pa se že odločite in izberete izvajalca, potem pa je potrebno najprej prekiniti pogodbo z obstoječim, dosedanjim izvajalcem in pa se dogovoriti o postopkih primopredaje. Pri postopkih primopredaje je najprej pomembno, da določite zaključni mesec. To je mesec, za katerega bo obstoječi izvajalec še knjižil poslovne dogodke. Potrebno se je dogovoriti tudi o časovnih okvirih, kdaj bo prišlo do te zamenjave, in pa pripraviti seznam dokumentacije, ki je predmet primopredajnega postopka. Nikakor ne smete pozabiti tudi na pooblastila. Preklicati je potrebno vsa pooblastila, ki ste jih dali dosedanjemu izvajalcu. Gre za pooblastila v portalih e-davki, e-banka, e-Vem in pa seveda tudi Ajpes. Postopek primopredaje nikakor ni enostaven, vendar novi izvajalec računovodskih storitev vam pri tem lahko izredno veliko pomaga.